Nikakor ne. Če želimo obravnavati bolnika kot celoto in ne samo bolezen, moramo zdraviti vse tisto, kar ga zaradi sladkorne bolezni še bolj ogroža. In to je krvni tlak, krvne maščobe, debelost. Cilj je preprečevanje drugih bolezni, ki nastanejo kot zaplet sladkorne bolezni tipa 2, naprimer miokardnega infarkta, možganske kapi, ledvične odpovedi, amputacij, okvare vida. Torej, cilj ni samo nizek krvni sladkor, ampak čim bolj zdravo, kakovostno in dolgo življenje, čim bolj podobno ljudem brez sladkorne bolezni. Gre predvsem za okvaro drobnega ožilja, kar ima za posledico prizadetost oči, živčevja, ledvic in pa pospešen nastanek ateroskleroze in posledično srčno-žilnih bolezni, ki vodijo bodisi do infarkta, srčnega infarkta, srčnega popuščanja, možganske kapi, zapore ožilja spodnjih okončin, do amputacij. Edina pot do preprečevanja teh zapletov je dobro zdravljenje tako glikemije, arterijske hipertenzije, hiperlipidemije, opustitev kajenja, vzdrževanje zdravega sloga življenja, resna telesna dejavnost. To je edini ključ, da lahko to preprečimo. Poti nazaj ni. Zato, ker je prizadetost ravno teh dveh organov tisto, kar življenjsko najbolj ogroža sladkornega bolnika. Poleg očesne okvare sta ta dva organa najpogosteje prizadeta zaradi sladkorne bolezni in obenem najpogostejši vzrok obolevnosti diabetikov, njihovih sprejemov v bolnišnico in končno njihove smrti. Zato tudi diabetologi med zdravili za zniževanje krvnega sladkorja vedno bolj izbiramo tista, ki ščitijo tudi srce in ledvica.